Vsem prav lep pozdrav na današnji tiskovni konferenci, sklicani ob razsodbi Upravnega sodišča Republike Slovenije, ki je v pritožbi menedžerja gospoda Milana Trola, to je menedžer Perkoviča Thompsona, pač presodilo prav vseh točkah v korist pritožnika in odpravilo sporno odločbo o prepovedi koncerta za nazaj. Danes je ta sodba bolj aktualna, kot se zdi, iz mnogih razlogov. Predvsem zato, ker se lahko vprašamo, v kakšni državi živimo, da sploh prihaja do prepovedi koncertov. Tisto, kar je najbolj sporno pri tej prepovedi bilo, že takrat in je tudi danes, je, da je bila kot temeljna osnova za prepoved prvotno uporabljena, kot so zapisali, ideološka usmeritev pevca, ki da je splošno znana. Pridemo do popolnih absurdov. Po eni strani se enim, ki so bili vpleteni v balkansko vojno, hodili v četniških uniformah po Vukovarju, kjer so se dogajali dokazano vojni zločini najhujše vrste, se je dovolilo izvesti koncert, recimo v Ljubljani. Po drugi strani se je gospodu Thompsonu, ki je bil sam borc za obrambo Hrvaške in ki se je tudi javno distanciral od ustaštva in vsega, kar je s tem povezano, koncert prepovedalo. To seveda kaže na izrazita dvojna merila, ki so v pravu nedopustna in pomenijo konec vsake pravne države. Še bolj bode v oči dejstvo, da se je tukaj delovalo iz ideoloških razlogov. Že to, da policija lahko presoja v ideološki usmerjenosti, ki naj bi bila splošno znana, seveda kaže, da ne živiš v demokratični državi. Nekaterim se je očitno čas ustavil nekaj desetletij nazaj in tista gospa, ki je bila pod to podpisana, to je sedanja ministrica gospa Kramferjeva, bi se morala zelo hudo zamisliti nad svojo odgovornostjo in tudi prevzeti odgovornost. Prav vsi, ki so bili vpleteni v postopek sporne prepovedi, bi morali v danem primeru prevzeti vsak zase svoj delež odgovornosti in seveda prepustiti svoje mesto drugih. Kajti taki ljudje ogrožajo demokracijo. Slovenska ustava je tukaj kristalno jasna, samo če jo hočemo razumeti. V 39. členu daje svobodo izražanja. Citiram: zagotovljena je svoboda izražanja misli, govora in javnega nastopanja, tiska in drugih oblik javnega obveščanja in izražanja. Če to še združimo s pravico do združevanja in zbiranja, zapisano v 42. členu, da je zagotovljena pravica do javnih zborovanj, pa potem v povezavi s 15. členom, ki ureja celotno poglavje Ustave Republike Slovenije v zvezi s človekovimi pravicami in zelo jasno določa, da se človekove pravice in temeljne svoboščine uresničujejo neposredno na podlagi ustave, da so omejene samo s pravicami drugih in v primerih, ki jih določa sama ustava, samo ta ustava, torej ne more zakon poseči šire kot ustava, ko gre za prepovedi ali omejitve človekovih pravic in svoboščin. In kar je še posebej pomembno, zadnji odstavek, nobene človekove pravice ali temeljne svoboščine urejene v pravnih aktih, ki veljajo v Sloveniji, ni dopustno omejevati z izgovorom, da je ta ustava ne priznava ali da jo priznava v manjši meri. Danes se tisto, kar se je zgodilo s tem koncertom, ki sedaj seveda očitno bo v zadovoljstvo vseh, ki živijo v dobri glasbi in ki jim vrednota domoljubja nekaj pomeni. Toda to odpira še drugo vprašanje. Kaj se dogaja s svobodo združevanja, svobodo javne besede v Sloveniji pod sedanjo oblastjo? Zgodba, ki sicer izvira še iz prejšnje vlade, ima v sedanji vladi gospo, ki je bila očitno nagrajena, zato ker je spornega naredila pri tej zgodbi, to je gospa Kramferjeva, in popolnoma jasno je, da ima taka vlada zelo čudno usmeritev. To se vidi na mnogih področjih, predvsem pa pri dogajanjih, ki smo zlasti priče od oblikovanja nove vlade, prihaja do masovnih
blokad do masovne cenzure, zlasti na internetu, do postopkov, ki so sporni in seveda tudi izgovarjanje na to, da za take postopke imaš pač podporo recimo pri Junckerju, ki se ukvarja v glavnem z IŠIAS-om, je kaj slab izgovor. Slovenija je demokratična država, ki ima svojo ustavo, v kateri morajo biti človekove pravice dosledno spoštovane in v kateri mora zakon veljati na enak način za vse. Iz tega razloga je ta sodba še posebej dragocena, ker opozarja na pravno prakso Evropskega sodišča za človekove pravice v dveh primerih, enem primeru, ko je šlo za Madžarsko, drugim primeru Poljsko. In iz teh dveh primerov zelo jasno sledi, da je potrebno dovoliti vsako obliko združevanja, da je potrebno dovoliti in ne samo dovoliti, zagotoviti svobodo javne besede in da je to dolžnost države. Tudi iz same slovenske ustave to zelo jasno sledi, samo če jo beremo, tako kot je ustavo treba brati kot celoto, da je država dolžna zagotavljati svobodo javne besede, svobodo združevanja, svobodo izražanja. To se pravi, ne da to dovoljuje v tistem delu, ko njej paše, ampak da je dolžna to zagotavljati. Ko poslušamo vse te silne besede o preganjanju sovražnega govora, ki pač pravno sploh ni definiran, to verjetno vsi veste, pravna enotna, enoznačna definicija sovražnega govora sploh ne obstaja, potem je jasno, da se to izvaja iz ideoloških razlogov. To je točno nadaljevanje te iste sporne politike, ki smo jim bili priče pri tej odločbi. Zaradi tega je ta sodba tako pomembna in zaradi tega samo upam, da pomeni tudi točko, na kateri bo prišlo do preobrata. Po eni strani, da nikdar več nikomu ne bo prišlo na misel, da bi prepovedal nek koncerte katerekoli treba dovoliti, da se bo ponovno spoštovalo tisti stari rek, ki smo ga pač vsi govorili, ko smo osamosvajali Slovenijo in v to tudi iskreno verjeli, da ne glede na to, da se s tabo strinjam, ampak naredil bom vse, da boš lahko to povedal. Kje smo od tega danes, ko se govori tako veselo, da je potrebno preganjati sovražni govor in zapreti usta drugače mislečih v prevodu normalno slovenščino. Tukaj vidimo, da je ena zelo velika razlika, nepremostljiva razlika, ki je nastala v zadnjih letih. In zato smo se vrnili na nek način nazaj v čas stare Jugoslavije, ko je do prepovedi koncertov prihajalo. Ta je zdaj razveljavljena, koncert torej bo. Jaz mu želim veliko uspeha, po drugi strani pa pričakujem, da tisti, ki so bili v to neposredno vpleteni, prevzamejo odgovornost in pa še posebej poudarjam, da vlada, v kateri sodelujejo s tako politiko omejevanja svobode, javne besede, omejevanja pravice do izražanja, takoj prekine. Da se neha z izgovori, da je nekaj, ne vem, na neki privatni platformi in da to nima nobene zveze, obenem je pa javna skrivnost, da država financira tiste, ki cenzuro izvajajo. In po drugi strani, da policija nadzoruje vse to dogajanje in policija to javno trdim za vso odgovornost, da bi morala že zdavnaj ukrepati proti tem, ki to cenzuro izvajajo. Ker je vse to očitno protiustavno. Danes, ko se bere to sodbo, to piše tudi v sodbi, to piše tudi v ustavi. Postavi torej samo še vprašanje, ali je ta vlada sposobna zagotoviti ustavni red, zagotoviti spoštovanje človekovih pravic v celoti, vključno s svobodo izražanja, ali pa predstavlja trajno nevarnost za človekove pravice v Sloveniji. In jaz mislim, da je žal trenutni trend v tej vladi tak, da kaže to drugo. Zaradi tega je vprašanje, kaj se bo zgodilo z gospo Klanferjevo in ostalimi odgovornimi tako usodno. Ali bo torej ta točka prelomna za Slovenijo, ali pa se bo nadaljevala napačna smer in se bo, upam, končala potem z naslednjimi volitvami. Hvala. Če je kakšno vprašanje? Ne. Če ni, najlepša hvala.